Pogovori. Jezikovni pogovori. Ljudje se primejo za usta, ko izvedo, kaj sem po poklicu, je povedala Kristina M. Pučnik, predsednica Lektorskega društva Slovenije. To veliko pove o širšem odnosu javnosti do lektorjev, pa tudi o nepoznavanju lektorskega poklica. Lektor ni jezikovna policija, ampak partner avtorju, prvi bralec, ki mu pomaga do jasnega in učinkovitega sporočila, pravi naša sogovornica. K pogovoru smo jo povabili ob nedavno sprejetem etičnem kodeksu in poklicnih standardih Lektorskega društva Slovenije. Gospa Pučnik, lektorji ste imeli pred desetletji več avtoritete. Takrat je bil tudi poudarek družbene avtoriteti večji. Danes je odnos do avtoritete zelo drugačen, tudi do lektorjev. Ali pogrešate čase, ko je lektor imel več avtoritete? Ste vi mogoče imeli več avtoritete v preteklosti? No, sama te izkušnje z avtoriteto ali sploh z razmišljanjem o avtoriteti pri lektorjih niti nimam, pa vendarle lektoriram že profesionalno, se s tem ukvarjam malo več kot 20 let. Pa vendarle, če pa razmišljamo o avtoriteti lektorjev včasih in danes oziroma o odnosu družbe do lektorjev, pa lahko rečem, da je ta avtoriteta verjetno bolj izhajala iz jasnosti razmišljanja, jasnosti sporočanja jezikovnih pravil, pravopisnih, slovničnih, morda tudi večje jasnosti in bolj jasnih pričakovanj od lektorjev glede poseganja v besedila. Zdi se mi, da imamo nenavaden odnos do lektorjev. Po eni strani se mi zdi, da lektorje mnogi doživljajo kot avtoriteto, kot nekoga, ki nekaj zapove. Vprašanje pa je, koliko te zapovedi upoštevamo oziroma v kolikšni meri sploh vprašamo za pomoč, se posvetujemo z lektorji. Ko vi, na primer, komu poveste, kaj ste po poklicu, da ste lektorica, kakšen je običajen odziv? Običajen odziv je, da se ljudje primejo za usta, tako kot da pravzaprav imam potem občutek, kot da sem rekla, da sem zobozdravnica. Pa vendarle, ko sva že prej začela pri avtoriteti, se mi zdi, da ljudje, ko se želijo zanesti na lektorjevo mnenje, pravzaprav in ga na nek način jemati kot avtoriteto, to daje veliko odgovornost, tako nam lektorjem, tako do lektoriranja, torej do stroke, do slovenistike, kot do naročnikov, piscev lektoriranja, pa tudi odgovornosti navsezadnje do vpliva na oblikovanje oziroma na neko to jezikovno okolje, na sodobni jezik, na sodobni knjižni jezik, torej pisni jezik, tudi govorni na govornem področju, kjer imamo lektorje. Tako da ta odgovornost pa prinaša to, da mislim, da je osnova v tem, da ima lektor znanje. In pri znanju je pa znanje z leti, s časoma, lektorjevo znanje je čedalje kompleksnejše, širše. Zagotovo takrat, ko se je govorilo o lektorjevi avtoriteti, je bilo znanje skoncentrirano, osredotočeno predvsem na to jezikovno znanje, torej pravopisnih in slovničnih pravil. S časoma in s tehnološkim razvojem
so se tudi besedila, nastajanje besedil se ni samo povečalo količinsko, ampak tudi zelo raznovrstna besedila so začela nastajati in tako v bistvu tudi jezik in urejanje besedil oziroma jezikovno urejanje ni več tako preprosto, zahteva obvladovanje torej posameznih besedilnih vrst, značilnosti posameznih besedil in prav tako recimo slogovnih priporočil, ni to več samo na ravni slovnice, pravopisa in branja, rabe slovarja, ampak potem tudi rabe še drugih jezikovnih orodij, ki jih imamo lektorji na voljo, pa jih uporabljamo, znamo uporabljati ali ne znamo uporabljati, torej usposabljati se moramo zagotovo tudi na tem področju zelo. Kot lektorica ste samozaposleni. Tako je. Kako dobro lahko živite kot samozaposlena lektorica? Nisem značilen primer lektorice v Sloveniji, ampak jaz osebno sem zelo zadovoljna s svojim delom in tudi svojo samozaposlitvijo. Res, da lektoriram torej profesionalno in izključno od tega živim 20 let in od teh 20 let, torej če odštejemo tista začetna leta, ki se nekako morajo upoštevati pri vsakem podjetju ali pa pri vsaki samozaposlitvi, za katero se človek odloči in ki so nekakšna uvodna in nekako najbolj nezanesljiva oziroma tista tipajoča. Če tista leta odštejem, pa lahko rečem, da že več kot 15 let živim izključno od tega in da ne bi sprejela druge zaposlitve. Če se še zaustaviva pri tem, kako dobro lahko živi lektor, ne samo vi, ampak lektorji v Sloveniji. Ko lektor dobi naročilo za storitev, se pojavi veliko vprašanj. Nanje pa lahko odgovarja nov etični kodeks in poklicni standardi Lektorskega društva Slovenije. Med osrednjimi vprašanji je seveda cena, ne glede na to, ali jo takoj postavite. V 5. členu je zapisano, da lektor s svojim delom prispeva k uspešnosti objavljenega besedila in ima zato pravico do deleža, ki je sorazmeren s tržnim uspehom dela. V kolikšni meri naročniki že ali pa pričakujete, da bodo spoštovali ta člen? Ja, to je zelo, zelo zanimiv poudarek. Hvala za ta poudarek, ki ste ga videli ki ga vidite vi v našem kodeksu in poklicnih standardih. Pravzaprav gre pa tukaj za postavitev torej te teze ali misli, o kateri smo tudi v Lektorskem društvu veliko govorili. Marsikdo je vprašal, kako lahko zapišemo to, če se pa to redko kje udejanja. Res je, redki so primeri, so pa primeri lektorjev, ki smo to že doživeli. Torej, da so naročniki prepoznali naš prispevek, lektorjev prispevek k besedilu, ki je bilo potem javno objavljeno in so to potem upoštevali. Torej, kdo so bili ti, ki so upoštevali? To me zanima. So to bili javni zavodi ali zasebniki? Iz osebne izkušnje, pri meni osebno se je to zgodilo pri fakulteti, pri neki fakulteti naravoslovni Univerze v Ljubljani, za katero sem lektorirala učbenik. Tisti učbenik je bil sestavljen pravzaprav iz referatov oziroma seminarskih nalog, ki so jih naredili študenti in je bil zelo terminološko neurejen. Takrat v tistih letih se je prav poznalo, da je bilo marsikaj prevedeno s takrat še zelo nespretnimi strojnimi prevajalniki. In profesor, ki je ta učbenik izdal, je potem iz mojih popravkov videl, koliko dejansko sem vložila notri časa, naredila marsikaj, česar mi ne bi bilo treba kot lektorici, torej kar ni naloga lektorja. Seveda sem se o tem vedno posvetovala s profesorjem, vse to
zapisala in povedala, tu lahko poudarim, ne, torej ta pomembnost tega stika lektorja z piscem, z avtorjem, z izdajateljem neke publikacije. No in takrat je sicer profesor sam izrazil hvaležnost in sploh pripravljeno za to, da sem prevzela to lektoriranje in da sem vložila, v bistvu prispevala svoj del, svoje strokovno delo k objavi tega učbenika. Nisem pa vedela, da je on tudi zaradi tega me potem dopisal v Cobiss na nek način kot soavtorico tega učbenika. In to sem potem čez leta opazila in še danes se mi zdi to zelo taka dobrodošla gesta oziroma zelo lepa gesta, torej prepoznavanja lektorjevega dela oziroma tistega, ki jezikovno uredi in je sam pisec, naročnik videl, da je naredil več kot samo je jezikovno svetovanje in jezikovno urejanje, ampak tudi torej svetovanje pri terminologiji, brskanju in koliko pa je takšnega prepoznanja oziroma profesor je pravzaprav že v dejanju ta kodeks, ne? Še preden je bil sprejet. Ja. Koliko je takšnega prepoznanja tudi tega, da je lektor naveden kot soavtor nekega besedila? No, to je zelo redko. Ne? Lektor načeloma ni soavtor. In tudi lektoriranje ni avtorsko delo. Ne? To je izključno jezikovno svetovalno delo, ne? In tudi pravno se gleda kot svetovanje. In z leti, s časoma vedno bolj. Ne? Torej, da bi lektor neke vsebinske popravke delal, tega pravzaprav niti ne sme. Tudi v kodeksu oziroma v poklicnih standardih je na koncu zapisano, kaj je naloga lektorja, pa posebej izrecno navedeno, kaj pa ni naloga lektorja in česa ne sme delati. Je pa res, da ker avtorji marsikdaj ob naročilu že povedo, da želijo, ne vem, prosijo lektorja, naj bo pozoren na kakšne zadeve. Včasih lektor opazi kakšne zatipke, ne vem, pri letnicah ali pa pri kakšnih stvarnih podatkih. Je avtor hvaležen, lahko to naredi, načeloma pa ne. Posebej smo tukaj, na primer, poudarjamo kakšne redakcije prevodov, ne. Torej, da bi lektor bil redaktor in pregledovalec prevodov, to ni lektorjeva naloga v osnovi, to je pravzaprav delo prevajalca. Ne. Lahko pa seveda se z leti, z izkušnjami, z določeno vrsto besedil, lektor v tem posebej izuri in usposobi in potem to lahko ponudi kot dodatno storitev, ne, oziroma kot dodano vrednost svoji storitvi. Ampak če vas naročnik lektorskih storitev že navede kot lektorja, kot nekoga, ki mu je jezikovno svetoval, potem tudi plačilo oziroma cena ne bo takšen problem, ker bo prepoznal vaše delo že s tem, ko vas bo nekam zapisal. Če se vrneva torej k tistemu mojemu izhodiščnemu vprašanju, koliko je takšnega prepoznanja, da bi lektor imel celo pravico do deleža, ki je sorazmeren s tržnim uspehom dela, ki ga je lektoriral. Zelo različno od naročnikov. Če so naročniki, recimo javne ustanove, pred leti smo imeli prav akcijo oziroma nek projekt skupaj s prevajalskimi in tolmaškimi združenji, da smo na Ministrstvu za javno upravo, na direktoratu, na primer za javno naročanje, sodelovali pri oblikovanju smernic za javno naročanje teh storitev. Še zdaleč ni cena edino merilo pri tem in tudi na ceni se ne odraža vse, torej lektorjeva kvaliteta. Če bi gledali cene in ponudnike lektoriranja v Sloveniji in cene njihovih storitev, lahko si približno ustvarimo sliko, ampak še zdaleč pa ni to edino merilo za lektorjevo dobro ali pa slabo delo. Kako prepoznavajo naročniki? Mislim, da gre tukaj veliko tudi za ozaveščenost naročnikov. Sama osebno menim, da zaznavam v Sloveniji precej več povpraševanja, kot se zdi tako nasplošno, kot je splošno mnenje, tudi konkretno med kolegi. Velikokrat mislim, da je problem pa predvsem v tem, da je lektorjev, profesionalnih lektorjev manj, kot je pa povpraševanja po kakovostnih lektorskih storitvah. Tako da
Povpraševanje je večje. Torej mislim, da je povpraševanje večje, kot pa je lektorjev, profesionalnih lektorjev, ki bi zmogli v bistvu pravzaprav vse to prevzeti in vsa ta naročila prevzeti in tudi narediti kakovostno. Ali to pomeni, da lektorski poklic ni dobro urejen? Tako je. Ja. Tako je. Zdaj smo pravzaprav prišla tako do te potrebe, v bistvu res to ustvarilo potrebo po poklicnih standardih. Ker je problem tudi v tem, da jim so kolegi, ki lektorirajo, ampak lektoriranje kot dejavnost v slovenskem prostoru ni tako samostojno prepoznana, kot bi bilo treba, da se izpolni vsa tista povpraševanja in prevzame vsa tista naročila in povpraševanja, ki pa vendarle obstajajo. Sama imam izkušnjo, da sem na začetku svoje poti se je velikokrat obrnila ena marketinška agencija name. In so me za zelo kratke slogane, stavke spraševali, po telefonu smo se pogovarjali, ali so mi po elektronski pošti poslali. Jaz sem jim potem iz slovarjev, iz jezikovnih orodij in priročnikov potem pač napisala, kakšne so jezikovne izrazne možnosti za neko ubeseditev nekega slogana in tako. No in potem je s časoma mi gospod predlagal, je rekel, a lahko prosim od vas za pogodbo, mi bi radi z vami sklenili torej sodelovanje, pogodbeno, ovrednotite to svojo storitev, da bomo res sodelovali naprej, ampak jaz takrat iskreno povem, tega nisem znala ovrednotiti. Ne ovrednotiti, ne pogodbe predlagati, ne poiskati pomoči, da bi dejansko to ponudila naročniku, in tisti posel je dobesedno obvisel v zraku in ga nimam. Z tisto agencijo danes ne sodelujem in ta primer slabe prakse velikokrat povem. Mislim, da je ta primer, ki ste ga izpostavili, zelo dober, ker se mnogi v slovenski družbi niti ne zavedajo potencijala lektorjev. Dober naslov, slogan, mnogi to iščejo, še posebej v času hipnih informacij, ko je zelo pomembno, da naročnika hitro zagrabimo. In tudi tukaj lahko lektorji svetujete, dajete svoje predloge. Na vse te izzive naj bi odgovarjal tudi nov etični kodeks in poklicni standardi Lektorskega društva Slovenije. Le nekaj poudarkov sva se dotaknila, pa vendarle, kako bo nov dokument uveljavljen v praksi, kdo ne bo smel ali mogel mimo njega. Novinarji imamo častno razsodišče. Lektorsko društvo ima tudi častno razsodišče. Je to en odbor, eno telo Lektorskega društva, ki ga uporabimo v redkih primerih sicer, tudi v tej delovni skupini, v kateri nastajajo ta kodeks in poklicni standardi, so sodelovali kolegi. Ja, tako je. Danes se nisva dotaknila še tistega področja, včasih zelo glasne licence lektorske, iz katere potem tudi je izhajalo ogromno razprav in ki so se nekako jih želimo na nek način skleniti tudi z etičnim kodeksom in poklicnimi standardi ali pa nadaljevati oziroma urediti to področje, za katero velja in je dejstvo, da lektorske licence v obliki kot jo je javnost ali pa kot smo jo pričakovali na začetku, torej ob ustanovitvi Lektorskega društva, zagotovo ne bo v času, v kakršnem živimo. Ja, lahko nam pa pomagajo torej kodeks in poklicni standardi v tem smislu, da so usmeritev in so dokument, v katerem je poudarjeno, katera so tista znanja, kaj mora lektor znati, obvladati, kakšne izkušnje mora imeti, na katere izkušnje mora biti pozoren, na kaj mora biti pozoren pri svojem delu, ne samo strokovnem, tudi sicer pri poslovnem delu, da bo to urejena poklicna dejavnost, ki bo kakovostna strokovnega stališča, pa tudi prav vrednotena, kot si želimo in bo v zadovoljstvo tako lektorjem kot naročnikom. Predsednica Lektorskega društva Slovenije Kristina M. Pučnik, hvala za ta zanimiv pogovor. Lektorsko delo je, kot smo slišali od vas, lahko zelo zanimivo in izpopolnjujoče. Hvala lepa.
Našo gostjo smo povabili k pogovoru ob nedavnem sprejetju etičnega kodeksa in poklicnih standardov Lektorskega društva Slovenije. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jernej Boc, pogovor sem vodil Aleksander Čolbec. Srečno!